Evo, danes je bil čudovit sončen vzhod, ne? Malo megle je bilo, se je razkadila. In zdaj imamo spet te zločince na delu. Evo jih. Da ne bo kdo rekel, da so to naravni oblaki, ne? Evo, X naravni oblaki. Ja. Tle takole. Gremo malo ven kis pogret, pa bomo videli, kaj bomo naredili s tem. Koliko je zdaj ura? Ura je zdaj 10. Čakajte, da preverim. V glavnem 10:25. Bomo probali danes kakšen film narediti. Danes smo pa 14. oktober 2013. Evo ga, enega zločinca. A se ga kje vidi? Kaka svinjska črta bo to. Zdaj ga imamo. Tam je začel. In zdaj gre tukaj gor. Ura je 10:30. 14. oktober 2013. Takole se pa pol raztegne ta oblak. Tam je dol gre še eden, lega. A sem ga ujel? To posnamemo. Tam je dol gre tudi eden. Vidite? V glavnem zvečer bo. Zvečer bojo kar nevihte. Ali bo dež. Jutri bo dež. Ok, pauza. Evo, tole je v bistvu bilo 3 minute nazaj. Mogoče 4. V bistvu tamle dol, če ni preveč sončne svetlobe, se še vidi avion. In pogledajte, koliko se je v 3 minutah raztegnil. V bistvu imajo samo tle še eno modro luknjo in to morajo zafilati. Se borijo proti globalnemu segrevanju, ki je velik nateg. V bistvu izvajajo depopulacijo. Tle so virusi, strupi, bari, stronci, aluminij in geoinženiring izvajajo. Tamle gor vidimo ena rebrca. Vidite? Rebrca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rebrc. To pomeni, da harp deluje. Tamle je malo višje v atmosferi. So tudi rebrca, ne? Na to hišo gor, evo jih načrte. Harp deluje, frekvenca. Vse deluje to. Evo 10:35, 14. oktober in tukaj še eden zdaj vleče. Zdaj, če imate program FlyGHT radar, boste celo videli vse podatke lastnika tega aviona, kje štarta in kam gre in vse tehnične podatke. V bistvu ta program, to je spletna stran, samo tipkajte in boste dobili ime zločinca. Evo ga. No, tista črta prej je pa tale. Zdaj piha južni veter in se pomika proti Avstriji. No. In
No, ja, zdaj je 10:40, 14. oktober. 2 aviona smo že posneli. Od zadnjega aviona je tale črta. Pred zadnjega je tale. No in zdaj tukaj je heroj, ne, tretji heroj, ki je vleče tukaj le ravno nad mano. Evo ga, frajerja. In tukaj imamo še četrti avion. Vidite? Ok, zoom je malo smotan tle, ampak dober. No in... No, poglej ga, frajer zavija nekaj. Ni bil na svoji poti, ne, ampak tle bo treba malo pošpricati, ne. A vidite, ja. No in zdaj zavil, ne. Kaj gre verjetno, ne vem kam. Flight radar si lahko pogledate in boste videli, kam je namenjen. Ja. Evo ga. Evo pa. Dobro. No. Evo, tukaj imamo pa pripravo za... Ma kaj je priprava? Pač segrevamo kis, da gre v atmosfero, da razbije te umetne oblake, ne. Kis za vlaganje, ta je 8%, gorilnik, posoda in to gre v zrak. Zdaj pa nebo nad nami je takole, ne. Pa bomo videli, koliko smo uspešni proti tem zločincem. No. To je to. No in tle vidite lepo. Križ kraž, kralj Matjaž. Zločinci na delu. A ne? Evo, 10:51. Naslednji zločinc. Temu se kar hitro razprši. In ga imamo tam nadalje. Je šel pred minuto mimo. Se pravi, ta je zdaj 5. Evo, tukaj prihaja 6. Vidi ga? In tako, no. To se dogaja že par let. Ampak ljudje mislijo, da je to normalno. A ne? Evo, tamle gor imamo Rebrca. Se pravi, harp je prižgan, deluje. Včeraj sem gledal dokumentarc, 1 milijarda vatov je potrebna, da lahko izvajajo Mind Control Ultra. No in to izvaja DARPA, ki je prevzela harp na Aljaski. Američani, in to je vojno dejanje. V redu. Pa ne bluziti o globalnem segrevanju, ker je to en velik zločin, kar delajo. In globalno segrevanje je natek. Evo ga, zdaj direkt nad mano. Flight radar si pogledajte spletno stran in boste videli letalsko družbo, let, vse tehnične podatke. No, daj malo pozamiraj, ajde. Bodi priden. Priden, bravo, bravo, bravo. Veste, včasih te sledi izginile, no? Zdaj pa ne, ker je namen, da ne izginejo. A veste. Zdaj pa ostanejo. Ostanejo. Vidite, da so ostale. Te so stare zdaj že najmanj pol ure. On je tam zadaj, pa 1 uro. Dosta smo. Tukaj je zdaj še 7. zločinec. Ura je 11. Se pravi, pol ure smo jih zdaj posneli 7. Zdaj, nesreča je pa ta, da piha južni veter v teh višinah, to je 10 km, in da pač to robo vse dobijo Avstrijci, ne? Entschuldigung, bi rekel.
V glavnem se nima veze. Pol ure 7 avionov. Evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vidite, tam je nekaj navzkrižen. Ki je poševen, je spremenil smer, prej tukaj nad mano gor. To se je zdaj pomaknili v pol ure za 20 km. Se pravi, mora kar fajn pihati tam gor. O, tamle je še 8. zločinec, pogledajte ga. Tamle so rebrca, vidite? In tako naprej. No, tukaj je ta zadnji avion, ki smo rekli, da je 7. No, zdaj sem pogruntal, zakaj danes toliko špricajo noro. Zato, ker prihaja fronta in zmeraj špricajo pred fronto, zato da dež spere to svinarijo dol nad nas, da mi potem lahko to svinarijo vdihavamo in konzumiramo. Če ne bi bilo fronte, bi to pač odnesel nekam, kamor pač piha veter. Tako da bi rekel, da je fronta, verjetno bo zvečer že kakšen dež padal. O ne? Ja. Vidite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam dol. Imamo dost. Ja, tle imamo rebrca. Harp dela. Harp je pa pač za mind control, ne? Tu imamo tudi fajna rebrca, vidite? Pred soncem se tudi, ampak ne bom snemal, ker se ne bo videl. Bom to danes gor vrgel na internet. Tukaj je zdaj ta 8. zločinec. Sedem minut čez 11, 14. oktober. Tukaj pa vidimo, kako harp deluje. V bistvu on ima funkcijo tudi, da razprši te oblake in potem se naredi tak kemični aluminijasti tepih z barijem, stroncijem, nanorobotki, ki spreminjajo človeški DNK. In v bistvu ti idioti se grejo transhumanizem. A ne? Ja. Tako to je. Viš tam, zdaj pa z druge strani je 9. zločinec. Se pravi, moram pripeti pol nekaj od harpa. Darpa. Darpa je lastnica harpa na Aljaski zdaj. Fajn bi bilo, če vam dam še kaj od Boston Dynamics, ki so povezani. Tle vmes, ne vem, neke mušobe niso dobro delali, a ne? Verjeten. Ja. Vam bom dal še tisto slikco od predelanega trupa avionov, ki so not cisterne. Vse folk tako ne verjame. Tam dol je še eden, 10. križ-kraž. Zdaj tukaj imajo koridor, čez Ljubljansko kotlino. In zato tukaj kar dosti serijo, ampak tak je. Dosti smo jih posneli, 10 komadov. Evo, tepih je že. Čez celo Ljubljansko kotlino. Ljubljana že tako ima dol tepih. V bistvu tle ga nekaj sračkajo, a ne? Eni ljudje. No, tukaj imamo pa enega, ki je poletel iz avstrijske strani. Ali pa tudi ne, no, glavno prihaja s tem čez. In on pa preči, to kotlino Ljubljansko in gre tukaj čez. No, zanimivost, tamle gor je pa eden avion, ki pa ni podpisal pogodbe s temi zločinci in on pa nima od zadaj predelanega trupa. A ga imamo gor? Sem ga ujel? Ja, evo ga.
On pa začuda ne spušča tega, ne. A vidite? Ni podpisal pogodbo z zločinci in pač ne bo spuščal teh svinarij, ne. No, vidite, zdaj pa imate vse. Vse je verjeli tako na avte, ampak dobro, ne, vam pač povemo, ne. A veste, da na avte pa je rekel, da niste vedeli, ne. Evo ga. To je, da pa ima pogodbo. No, med drugim je to tudi UN Agenda 21, je, ne, aktivno izvajanje depopulacije, oziroma pobiti hoče 6 milijard ljudi pa pol. No, in ta zdaj kovinski oblak med drugim tudi onemogoča prehajanje sončne svetlobe, a ne, evo sonček, a ne, prihajanje sončne svetlobe do tal, in če ni sončne svetlobe, če ni sonca, rastline ne odprejo svojih cvetov, in če ni cvetov, ni plodov, in če ni plodov, je lakota. A ne, kako je to enostavno. Zlo je hujše od vaše sposobnosti domišljije. Ome. Ja. To je to. Vidite. Rebrca. No, to vam še pokažem, tak je šel iz Avstrije, ne. Nisem opazil, ampak vam bom zdaj pokazal, da je tle kar nehal špricat pol. A mislite, da je motor ugasnil? Mogoče je pa pol naprej jadral. A? No, glavnem, tukaj je bilo očitna luknja in je tukaj spuščal pole pa dal na varčevalni program, a ne? Varčevalni program. No, podobno kot tale, ne? Ne, je to zdaj 11. avion, ko si je odločil, da bo tamle pržgal, ne? Ker tamle dol ni potrebno. A vidite, tamle dol že pač tepih. In tle je pa nehal jadrati, a ne? Pa pržgal motorje, a ne? V bistvu motor je skozi dele, ampak tukaj je začel spuščati ven strupe, no? In boste videli, da bo nekje verjetno tamle dol nehal spuščati, ker tam dole že tepih. Vidite, greš krašno, evo, ta je tukaj nehal, ne? Evo, ta je pa tamle začel. Vidite, tamle začel in tu zdaj vleče čez. Me prav zanima, če bo nehal zdaj. Kje bom pa še enkrat priklopil. Še enkrat posnajem, to je ta črta od avstrijske strani, tukaj se je zelo raztegnila. Tukaj jo kar ni, ne. Potem sem tamle opazil tudi, da v bistvu več avionov je nehal špricati tle dol. To se je zdaj pomikalo proti severu, zahodu. In zato je vidno, da so se tamle črte končale od 3 avionov, ne. No, tega smo zdaj snemali ta zadnjega, ki je tukaj pržgal. Šobe za spuščanje strupov, se je pač odločil, da bo vlekel do konca in je tamle dol nekje. Ok, no zdaj vidite, kakšno je nebo. V bistvu začel sem 10:25, zdaj je 11:25, no v 1 uri so napravili delo in zdaj je zadeva cvrta. Zdaj sam še dež pride in to svinarijo spravi na nas, a ne. To je to. No, evo, tukaj vas sem vam dolžen še nekaj pojasnil. Tukaj lahko spremljate trenutno stanje, 14. oktober 11:51, satelitska slika. In v bistvu se vidi, da tukaj se kar čisti, ne. Se kar čisti, naši prijatelji z orgoniti čistijo atmosfero nad Slovenijo. Tukaj gor pa vidimo izredno hladno fronto, umetno hlajeno. V glavnem cela Evropa je zasrana, no. To je program www.meteo, črtica, v glavnem si pogledajte potem naprej. No, zdaj pa gremo naprej. Flight radar. Tukaj imate vse avione, ki priletijo po
celem svetu. In v bistvu kliknete na avion, hopa, Miki, in vam vrže, kdo to je, ne, tukaj imate vse podatke. In vsi zločinci. Zdaj pa, potem smo rekli DARPA. DARPA Robotics Challenge. Oni izvajajo za vojaške namene razne zadeve. Welcome to the DARPA Robotics Challenge website. HARP smo rekli. HARP, to je takole antena, polje anten. 1 milijardo voltov spravijo v eno točko, v ionosfero in se odbije nazaj dol. Zdaj pa gremo naprej. Kaj vse povzročijo? No, to so takele antene. Da si lahko predstavljate. To je isto to na Aljaski. To je visoko, ne vem, tole je 2 metra, se pravi tole 2, 4, 6, 8, ne vem, 12 metrov najmanj, ne. Gremo naprej. Gremo naprej. Morgolensi, ki jih spuščajo, no, to je posledica tega izpuščanja iz zraka teh nanodelcev, virusov in tako naprej. Tudi take predmete dobijo v ljudeh in jih pač odstranjujejo. To so bolezni teh nanodelcev, se takole noter v kožo zarastejo. Morgolem spravijo temu. In tako naprej. In tako naprej. Poglejte si na tej spletni strani, ne bom vam zdaj. Ja, to vse prihaja k nam, v Ameriki to že je. Ja, vi pa kar si zatiskajte oči in glavo v tla. Ok, gremo naprej še, to je to. Ok, a ja, še to sem vam dal že, ne, tole slikco. No, to je noter, no, ne mi poj bluzi, da so to sam motorji, ne. V redu, še kakšen dokaz rabite? Ne rabite več, dobro. Evo, tukaj se še javljam, da vam povem. Prej sem vam kazal program Flight Radar. No in tata debela črta je prav tistega aviona, KL 569. Je šel. In zdaj pač že grejo novi, ne. Tle je nekaj luknje. 2 ure nazaj sem kisal in možno, da je to zdaj prišlo na to višino. Evo, 14.10.2013, ura je 13 in sonca ni več. Ekola, korenski tepih. Fronta prihaja. Vse ta svinarija bo padla dol nad nas. Sem dol, še moram obšati.